Danes preverimo, zakaj se je v času korone razcvetel posel servisiranja na črno. In se ob tem vprašamo, ali se zavedamo, kakšne vse posledice prinaša tak način vzdrževanja avtomobila. No, zapeljemo pa avto, ki se je ukitil z naslovom Svetovni avto leta, Volkswagen ID.4. In predstavimo novo Škodo, ki ima spet več Q-jev in Y-ov kot šumnikov, Enyaq. In pogledamo električnega Mercedesa EQC. Na koncu pa v mestni džungli gumo piči kača. Gumo piči kača. Pozdravljeni avtomobilnosti. Danes se z našo osrednjo temo lotimo servisiranja na črno. Ali kot pravi naša slovenska kulturno-zgodovinska dediščina, servisiranju pod kozolcem. In tako se moramo malo obrniti tudi v čas najhujših omejitev koronavirusa, ko se je za preprečitev širjenja virusa omejila tudi naša mobilnost. Mobilnost se na tak način in v takih razsežnostih še nikoli ni zgodila. Predvsem pa ne v stoletju avtomobilske mobilnosti. Nekatere posledice so bile vidne takoj, druge se bodo pokazale šele čez čas. Ja, če smo v tem času bolj kot ne skrbeli zase, za svoje zdravje in dobro počutje, pa je bilo kmalu jasno, da bodo te posledice tudi širše družbene in gospodarske. Pri slednji smo se razumljivo najprej ukvarjali predvsem z zaprtjem salonov in seveda posledično slabšo prodajo avtomobilov. In zdaj, ko lahko na vse skupaj pogledamo z malo časovne distance, lahko ugotovimo, da je zaprtje servisnih mrež in servisov pustilo kar nekaj globih posledic. Pri nas je 1,5 milijona vozil, ki potrebujejo vzdrževanje in servisiranje. Tudi v času korone so marsikatera opravljala pomembno nalogo. Poglejmo, kako so se znašli in kam so na servis peljali svoje avtomobile oziroma vozila vozniki takrat, ko so bile uradne servisne dejavnosti zaprte. Izvedeli smo, da 9 izmed 10 prometnih nesreč povzročijo vozniške napake. No, razlog za tisto eno preostalo, 10, pa so tehnični dejavniki, med katerimi je tudi nepravilno vzdrževanje vozila. No in mi smo mnenja, da je tudi ta ena izmed 10 bistveno preveč. Korona je prinesla krizo, kriza pa lahko prinese različne stiske. No in te so lahko povod za, na primer, dvomljivo vzdrževanje vozil. Kot so nam povedali pri Agenciji za varnost prometa, se število opravljenih tehničnih pregledov kljub nekaj zaprtjem ni zmanjšalo. No, nekoliko drugače pa je s tehnično brezhibnostjo vozil. Tukaj nekje statistika kaže, da je bilo za približno 2% več tehnično nebrezhibnih vozil. Napake so pa lahko različne, so tudi manjše napake, ki niso tako nevarne, pa so pa tudi večje, ki so pa kritične, recimo, kar se tiče pneumatik ali pa zavor. Za nameček pa se je dodatno postaral tudi slovenski vozni park. Na odpad je šlo lani za 7000 manj vozil, medtem pa se je prirast novih in pa uvoženih vozil zmanjšal za kar 26 000. In to predvsem na račun novih vozil. Načeloma starost vpliva na tehnično brezhibnost. Tu je neka korelacija, ampak je pa tudi korelacija z vzdrževanjem, servisiranjem. To se pravi, če je staro vozilo servisirano, je lahko tudi res tehnično brezhibno. In to vzdrževanje vozil je bilo v koronadobi kar nekoliko prezrta tema. Veliko je bilo zaprtij uradnih servisov, nejasne izjeme pa so povzročile zmedo pri potrošnikih. Zato so predstavniki serviserjev opozorili na bliskovit porast neprimernega servisiranja na črno. Ali kot radi rečemo, pod kozolcem. Včasih mogoče tudi sam tester hitro pokaže napako, morda računalnika, če se drugega, vendar se kasneje izkaže, da ni šlo mogoče točno za ta del, vendar se kasneje izkaže, da je mogoče nek glodalec pojedel električno napeljavo in je pravzaprav napaka tiči tam. Tako da je prav, da se prepričamo
preden gremo v zamenjavo dela, kaj je tista prava stvar, ki je za zamenjavo. Za vse to je pa potrebna pač dolgoletna izkušenost, druga stvar pa je pač kontakt preko povlačenega centra, dobiš hitrejše odgovore ali pa pobudo, kaj se splača pač pogledati, da strošek ne nastane previsok. Pomanjkanje pravih informacij pa je le ena izmed težav, ki lahko nastanejo pri nestrokovnem servisiranju. No, malo za šalo, verjetno poznate tisti domač princip. Če kladivo ne zaleže, pa vzemi večjega. Težko je včasih, kad nekdo improvizira z nekim domačim orodjem in lahko naredi več škode kot same koristi. In če se tukaj zdaj lotimo varnosti, marsikdo bi na pamet še rad kaj zategnil ali pa kaj takega, ampak tega praktično več ni. Recimo specialno orodje, ki pač pomaga pri glavni gredi, določiti pravilno postavitev motorja pri sestavi. Na drugi strani imamo pač tudi elektronske naprave, s katerimi lahko ugotavljamo pravilno višino tekočin. Potem so tu recimo adapterji za dvig motorja. Pride do tega, da je treba motor izgraditi iz avtomobila, lahko ga pač klasično naredimo, lahko ga naredimo pa pač prav tako, kot pač veleva tovarna, pravilen postopek. Vsa specialna orodja so bistvena za delo, da pohitrimo čas, ker smo res vezani na norme. Tukaj ni, koliko se mi zamudimo, vendar je vse potrebno v tej tovarni, koliko časa je, zato pač pomeni tudi pravilen obračun na končni fazi do stranke. Na prvi pogled se zdi, da je vzdrževanje vozila na uradnih servisih drago, ampak kaj v resnici stoji za to nekoliko večjo številko? Kako je stranka prepričana, da dobi to, kar je plačala? Mi smo se odločili za novejši pristop, se pravi, da imamo oljarnico na nek način. Skladiščnik določa mehaniko, se pravi preko kode, katero olje bo vgradil v točno določeno vozilo. Se pravi, določimo vrednost olja in določimo količino. Torej, če ste vi plačali 7,4 litra olja, vam lahko zagotovo garantiram, da ste tudi tega 7,4 litra olja dobil v vsebino vaše količine, ni vstal v plastenki. Za vse izgrajene tekočine moramo prav tako poskrbeti ustrezno. Namreč to pomeni, da pač olja grejo v ustrezen zabojnik, zalogovnik. Ko pridemo do določenega nivoja, ustrezen center za reciklažo tekočin, se pravi to odpelje in poskrbi za to. Res pa je, da to vse stane. Tukaj so normativi zelo strogi. Mi ne moramo računati stranke, smo se zamudili 5 ur. Tukaj je norma strogo določena. Torej, za to pravilo je točno 2,3 ure. In na koncu ni nujno, da je najceneje. Ni nujno, da je pač račun nekoliko dražji, da je to na koncu dražje. Definitivno je pomembno, da smo zaveščeni, da če prišparamo par evrov, da nas lahko to drago stane, ne samo v denarju. Pogosto se pohvalimo, da ima naš avto 5 varnostnih zvezdic, ampak če pravilo ni izvedeno strokovno in pravilno, lahko iz teh 5 nastane le 1 zvezdica. Ampak kaj pa, če nam je za to popolnoma vseeno? Iz prakse, žal, lahko izpostavim tragičen primer, ko je bilo vgrajeno steklo nepreverjene kvalitete, vetrobransko, zgodila se je žal prometna nesreča in to steklo se ni zdrobilo tako, kot bi se skladno z vsemi standardi moralo in smelo, pač pa se je lomilo na debelejše kose. Sopotnik v tem vozilu je bil, bom rekel, poškodovan do te mere, da je na licu mesta izkrvavel. A mi v tem prispevku na nikogar nikakor ne kažemo s prstom. V resnici sta v tej zgodbi zmeraj dva. Prvi želi prihraniti, šele drugi izvede popravilo na črno. Postopki niso bili sproženi, ker se ni ugotavljala dejansko vzročna povezava med tem nestrokovno izvedenim popravilom in pač škodo, ki je bila v tem epilogu tragična. Seveda bi bilo to smiselno narediti, gotovo pa nekdo, ki prosi prijatelja, da mu naredi uslugo in izvede poceni menjavo koles ali stekla, ne bo izvajal zoper njega kakršnega koli pritiska. A k sreči je dogajanje v korona obdobju, kot se kaže, za zdaj res le izjema, oziroma izhod v sili. Ni odveč opomniti na to, da smo že imeli primere, bojim se, da bojo pa ti zaradi časa, ki ga trenutno živimo, lahko še malo bolj pogosti. Se je že primerilo, veste, da tudi zavarovalnica izvaja tako imenovani regres zaradi izgube zavarovalnih pravic. Kajti če vozilo ni tehnično brezhibno, tvega posameznik seveda tudi to, da do zneska 12.000 evrov plus obresti, plus ostali stroški, ki s tem lahko nastanejo, vrne oziroma je dolžan vrniti v primeru povzročitve nesreče za tehnično nebrezhibnim vozilom. Vsak mora se zavedati tega, da je sam odgovoren za to, če bo kaj narobe. Zaradi tega, ker nismo servisirali vozilo
ali pa ker ni tehnično brezhibno. Če se tega zavedamo, potem je verjetnost, da nam bo šlo kaj narobe, zelo mala. Ostanite v naši družbi, kajti spoznali bomo mis avtomobilskega sveta. Svetovni avto leta Volkswagen ID.4. Pa Škodo Enyaq, brata od ne povsem iste mame, ki pa ima spet več Q-jev in Y-ov kot šumnikov, to pa z velikim jasnim namenom, ker bo najbolj šel v prodajo tam, kjer imajo z branjem šumnikov precej težav. No in še enega električnega imamo na zalogi Mercedesa EQC, na koncu pa v mestni džungli gumo piči kača. Vprašanje, zakaj ljudje vozijo servisirati svoje avtomobile pod kozolce, se pravi na črno, ni sila zapleteno. Zakaj se pa tudi sicer počnejo stvari na črno? Praviloma zato, ker na ta način seveda lažje pridemo do stvari, ki jih potrebujemo in ker nas stanejo manj, kot bi nas stale sicer. Prvo, v primeru avtoservisov nikakor ne velja. Na trgu jih je vse polno in do njih je sila enostavno priti. Samo za občutek. Slovenska avtomobilska dejavnost združuje prek 5000 poslovnih subjektov in zaposluje več kot 20 000 delavcev. Gre torej za uveljavljeno gospodarsko dejavnost, ki ima vzpostavljene vse tržne elemente, tudi cenovno politiko. Ampak vprašanje cene vseeno ostane. No, ostane še nekaj drugega. Ostane še vprašanje kakovostne in pošteno opravljene storitve. V kakovost se ne bomo spuščali. Predpostavimo, da je želja in interes vsakega serviserja, tudi tistega pod kozolcem, da delo opravi tako kakovostno, da se bo stranka k njemu vračala. S poštenim je seveda drugače. Ampak preden preveč zavijemo v razmisleke o tem, kaj v tem primeru poštenje sploh je, si stvar raje poenostavimo. Kot vemo, država pravi: vklopi razum, zahtevaj račun. No, pa vklopimo razum in se vprašajmo, kje pri tej dejavnosti lahko nastane bistvena razlika v ceni. Če dejavnost ni registrirana in če za opravljeno storitev ne prejmete računa, potem serviserju ni potrebno izpolnjevati okoljskih in recimo delovnih norm. Kar recimo lahko pomeni, da se izrabljeno olje iz motorja ali menjalnika zlije v potok ali v kanal, da akumulatorji ležijo okrog hiše in da se izrabljene pnevmatike odloži v gozd. Ampak to je samo en vidik, ostaja jih še cel kup drugih, med katerimi seveda izstopa vprašanje kakovosti vgrajenih rezervnih delov in s tem povezana prometna varnost. Kaj torej pravi razum? Je tako servisiranje res cenejše? Cenejše za vse? Pravzaprav je ni več avtomobilske znamke, ki v svoji ponudbi ne bi imela vsaj malo elektrificiranega avtomobila, kjer klasičnemu motorju v obliki blago hibridne tehnologije pomaga tudi elektrika. S tako kombinacijo se doseže le malenkostno manjša poraba goriva. Voznik pa električne vožnje ne občuti. S hibridi in s priključnimi hibridi je že drugače. Saj na vse zadnje prinašajo že 100-kilometrske električne razdalje. Tisto pravo električno izkušnjo pa seveda prinaša električni avto. A pozor, ta vseeno še ni za vsakogar. ID.4 stoji na enaki platformi kot manjši ID.3, a je dobrih 30 cm daljši. Vsekakor je prostornejši in prinaša tudi večji prtljažnik. A bistvo ID.4 je seveda v tem, da je višji in bolj odmaknjen od tal, s čimer se uvršča v razred križancev. Ti pa vemo, da so še vedno najbolj zaželena avtomobilska oblika ta hip. V notranjosti je še več podobnosti z ID.3. Izpostaviti pa vseeno velja trend, kjer se avtomobilske notranjosti poslavljajo od oblikovno kompleksnih armaturnih plošč, saj jih nadomeščajo preprostejše in oblikovno bolj umirjene. Oprema v testnem ID.4 je prinašala večino, kar trenutno lahko Volkswagen ponudi v svetu avtomobilizma.
predvsem na področju varnostno-asistenčnih sistemov, ki skušajo narediti vožnjo čim bolj enostavno in varno. A tako kot za električni avto nasploh, tudi za opremo velja, da bo ponudila ves potencial šele takrat, ko mu bo na pomoč priskočila še okolica oziroma ustrezna infrastruktura. Električni motor ponuja 150 kW in 310 Nm navora, kar zadostuje, da avto z mesta do 100 km/h pospeši v 8,5 sekundah, največja hitrost pa je omejena na 160 km/h. Za električni avto vse prej kot presežek, a pri Volkswagenu se niso spustili v dirko z nekaterimi drugimi avtomobilskimi znamkami, ki so elektromotorje povsem spustile z vajeti in ponujajo vrtoglave pospeške in visoke hitrosti. Vse to je namreč največji sovražnik ključnemu in najdražjemu elementu električnega avtomobila – baterija. ID.4 svoje baterije vozi v trebuhu oziroma v dnu avtomobila. Kapaciteta 77 kWh po zagotovilih Volkswagena zadošča za dobrih 520 km, ki pa morajo biti prevoženi v idealnih pogojih. Na testu smo z umirjeno, a nikakor ne počasno mestno vožnjo res porabili 15 kWh za 100 prevoženih kilometrov. Precej več energije pa ID.4 zahteva za vožnjo po avtocesti. Ko baterije spraznimo, jih lahko polnimo na domači vtičnici. Še bolje pa je, če jih na hitri polnilnici, kjer so možne hitrosti polnjenja do 125 kW/h. A z električnim avtomobilom je tako, kot z vsakim drugim, ki ni limuzina. Denimo, karavane izberemo zato, ker potrebujemo več prostora. Pa ga res potrebujemo vsak dan ali zgolj takrat, ko se odpravimo na počitnice, vse ostale dni pa po nepotrebnem prevažamo naokoli prazen prostor. Z elektriko je podobno. Večina nas je v strahu, da 300, 400 ali 500 km ni dovolj, ker gremo mogoče dvakrat na leto na daljšo pot. Kdor se ozira po elektriki, si mora pošteno odgovoriti na nekaj vprašanj. Če so odgovori pozitivni, potem je že danes zanj električni avto prava izbira. Končno smo ga dočakali tudi v Sloveniji. Že poltretje leto je minilo, odkar smo se na Švedskem udeležili mednarodne predstavitve novega električnega terenca Mercedesa EQC. Takrat so nam dejali, da ta avto to deželo odraža tudi v svojem duhu, skozi dizajn, tehnologijo in inovacije. No, ampak to so bile le besede. Danes pa imamo ta avto prvič tudi pri nas in kar takoj vam pokažemo, katere so glavne novosti, ki jih prinaša. Čeprav si nekaj tehnike deli z modelom GLC, pa EQC prinaša popolnoma svoj oblikovalski karakter. Nekako so njegove linije zelo lepo zaobljene in to kaže na željo po večji aerodinamiki vozila. Seveda, EQC je razmeroma velik in pa z približno 2,5 toni tudi razmeroma težak avto. Na zadku imamo takšen tudi z bočnicama zaprt spoiler, platišča so aerodinamično zaprta, tudi dno vozila je popolnoma ravno oziroma zaprto. Tudi maska ima dve zračni zavesi, ki se po potrebi zapirata. Ampak ta maska nam izgleda kar nekako domače, ker ni popolnoma zaprta v slogu večine električnih vozil. No, pri Mercedesu so na čelu z Robertom Lešnikom prepričani, da mora vsak avto imeti svoj obraz. Za pogon skrbita dva elektromotorja. Tisti na prednji osi bo skrbel za običajno vožnjo, zadnji pa za dinamične vložke in po potrebi pogon na vsa 4 kolesa. Skupna moč znaša 300 kW in pogon jo črpa iz zajetne 650 kg baterije s kapaciteto 80 kWh. No, to naj bi zadoščalo z enim polnjenjem za približno 400 km vožnje. No, ampak nekatere bo morda še bolj navdušil podatek o športnih pospeških. Ta avto se kljub zajetni masi do 100 km/h požene v vsega 5 sekundah.
Koncept notranjosti nam je delno že poznan od ostalih Mercedesovih modelov, ampak vseeno je tukaj nekaj novih oblikovalskih prijemov. A bolj pomembno je, da bomo tu za volanom deležni pomoči najmodernejših asistenčnih sistemov. No, avto bo odslej tudi samodejno upočasnjeval oziroma zmanjševal hitrost, ko se bomo približali koncu zastoja, no in takrat bo avto usmeril proti robu voznega pasu, da bo omogočil reševalni koridor za vozila na nujni vožnji. Čeprav v električnem Mercedesu ne sedimo prvič, pa pri tej znamki pravijo, da gre za prvega pravega električnega Mercedesa. Nova doba, EQ doba torej. V ljubljanski Marost se je pripeljal še en Čeh. Enyaq, na razmočen oziroma kar namočen makadam. Tja pač kot SUV spada. Seveda pa je Enyaqova glavna značilnost druge, v elektropogonu, pa seveda še bolj v baterijah, ki obljubljajo teoretično brezskrbnost kar 500 km in več. Enyaq je tudi pravi družinski avtomobil. To ni več drugi, ampak prvi avto v družini. Enyaq seveda ne skriva, da je član Volkswagenove SUV električne družine, je pa tukaj v kabini vse skupaj nekoliko drugače urejeno. Avto je kot bi bil narejen bolj za voznika, bolj za tistega dinamičnega voznika. Za razliko od Volkswagena ID.4, ki ima menjalnik tukaj zgoraj pri merilnikih, pri Enyaqu je menjalnik tukaj na sredini. Je pa zelo, zelo majhen. In seveda smo navajeni, da Škoda dela stvari včasih malce po svoje. In na prvi pogled to seveda ni tako zelo očitno, je pa ta prtljažni prostor za 40 litrov večji kot pa recimo pri Volkswagenu. Tisto, kar je predvsem drugačno, je to, da za razliko od Volkswagena, ki ima tukaj spodaj klasično dvojno dno, je tukaj vse nekako popredalčkano. Na voljo bodo tudi Enyaqi z manjšimi baterijami in manjšim dosegom, a velika večina Slovencev bo izbrala najzmogljivejšega Enyaqa. Glede na tip avtomobila, ki se bo zagotovo vozil veliko po avtocestah in družinskih izletih, se zdi takšna odločitev tudi edina smiselna. Vi pri Škodi niste prvi. Kaj ste se naučili od izkušenj, ki so vam jih predale naprej druge pionirske znamke na področju elektromobilnosti? Zelo velik. Najbolj sem hvaležen za to, da naši kolegi v hiši so prehodili to pot glede infrastrukture. In to pomeni, da znamo našim strankam relativno samozavestno že ponuditi velik rešitev, kako po domač rečeno svoj avtomobil nafilati. Z drugimi besedami, ne boste kupili samo novega avta, kupiti bo treba tudi domačo polnilno postajo za svojo hišo. V blokovskih naseljih zato prav veliko Enyaqov ne boste videvali. No, kolegi pionirji pa so Škodo naučili tudi to, da se dvomljivcev ne da prepričati s klasičnim marketingom. Pri nas bo največji poudarek na testnih vožnjah. Jaz pač si želim, da vsaka stranka ali vsaka potencijalna stranka, vsak tisti, ki mogoče malo premišlja o električnem avtomobilu, pa tudi ima dvome, avtomobil proba, pa ne samo 1 uro, ampak recimo za daljši čas. In zato bomo probali skupaj s trgovci tudi v prihodnosti ustvariti pogoje. Na tej testni vožnji pa ne pričakujte silovitega električnega pospeška, s katerimi prepričujejo recimo pri Tesli. Ne, pri Enyaqu je vse v znamenju udobja. Danes smo se v osrednji temi oddaje dotaknili vzdrževanja avtomobila. No, v naslednjih nekaj minutah pa bova dala par nasvetov, kako z avtomobilom operirati, da pride do čim manj težav, kar se tiče pnevmatik. V avtomobilnosti smo trend hitre rasti športnih terencev osvetili že iz vseh mogočih vidikov. In iz ekonomsko-potrošniškega vidika so se kratko malo morali zgoditi. Enak trend pa se seveda nadaljuje tudi pri športnih, elektrificiranih in popolnoma električnih avtomobilih. Mestni terenci, družinski križanci, SUV-ji, kakorkoli jih že radi poimenujete, so vroča roba in se zelo dobro prodajajo, so popularni. Ampak roko na srce, od terena jim je najbolj blizu mestna džungla. Višji odmik kotal, pnevmatike višjih dimenzij in predvsem zelo dober občutek višjega sedenja, da ne rečeva tudi
višjega ali celo vzvišenega pogleda na svet, pa voznike spodbuja k temu, da terensko vozijo tudi v urbani džungli, kar predvsem pomeni, da radi plezajo na visoke robnike. To, namreč plezanje na visoke in ostre robnike, je sicer nekaj, kar je poznano vsem voznikom, a tisti, ki imajo malo dvignjeno podvozje, se tega še raje poslužujejo. In tukaj pride do, vsaj kar se pnevmatik tiče, lahko kar do resnih težav. Terenska vozila so težka. V sprednjem delu na pnevmatike pritiska tudi masa motorja. Pri električnih pa je masa tako in tako še višja. Ker so športni terenci, pa tudi klasični avtomobili postali tako udobni in strukturno močni, pnevmatike pa tako zelo zmogljive, smo postali v vožnji precej manj pozorni. Vožnji čez robnike se je treba kar se da izogibati. Če pa nanje že zapeljemo, potem pa ne smemo zapeljati hitro in pod kotom. Na robnik je treba zapeljati torej čim bolj direktno, pravokotno, zato da ne poškodujemo oziroma ne obremenimo preveč bočnic. Pri pnevmatikah praviloma govorimo o tekalni površini. Ta je seveda ključna za oprijem. Na bočnice pa pogosto pozabljamo. Bočni del pnevmatike je prepleten iz več plasti nitk in če na oster robnik zapeljemo prehitro ali pod kotom, se lahko katera pretrga. Vulkanizeri pravijo, da pride do kačjega ugriza. Najprej se poškodbe ne vidi, ko pa se pnevmatika med vožnjo razteza, pa se trga vse več nitk, dokler ne pride do izbokline in nenadnega izpusta. Ni nenavadno, da se to zgodi prav pri visoki obremenitvi, pri naprimer visoki hitrosti na avtocesti. In seveda ni nenavadno, da do takih nenadnih izpustov pride pri največjih obremenitvah pnevmatike, recimo pri visokih hitrostih na avtocestah, kjer se dviguje temperatura in povečuje obremenitev pnevmatike. No, čim manj kačjih pikov v mestni džungli vam želimo. Bodite z nami spet naslednjič, vmes pa kliknite na internet, na naš YouTube, Instagram ali Facebook profil, pa seveda na rtvslo.si, poševnica avtomobilnost. Srečno!